Že videno, ko se dvigujejo pokali, so na zmagovalnem odru nogometaši Maribora. V eni sezoni še tretjič zbiralci trofejev v vijoličastem so superpokalu in naslovu državnega prvaka v zaključnem dejanju sezone 2012-2013 dodali še pokalno trofejo. V predtekmi so v finalu mladinskega pokala mariborski upi sicer izgubili proti Kopru 0:2. Večerni vrhunec pa je prinesel slavje, neustavljive članske vrste iz Maribora. Slavje na igrišču, slavje z navijači in slavje po sprejemu medalj ter pokala. Razpoloženje je bilo trojni kroni primerno. Prvi intervju na igrišču za nkamaribor.com je tako opravil kar Mitja Viler z Alešem Mertljem. Aleš Mertelj, dvojna krona ponovno v Mariboru, drugo leto zapored, prvi občutki po tekmi. Ja, fantastično. Zdaj se še ves selimam od penine, ki je tiste zmagoslavje obnavadi ob Formuli 1, ampak tudi v našem zmagoslavju postaja to že rutina in zelo smo veseli, da smo pripeljali v Maribor, domači kraj, dvojno lovoriko ali lahko tudi govorimo o trojni lovoriki z superpokalom. Kot trenutek odločitve pri potrditvi 8. pokalne lovorike bo ostala zapisana 44. minuta. Gol za končnih 1:0 po najlepšem scenariju, po izjemni globinski podaji Gorana Cvijanovića in natančnem zaključku Agima Ibrahimija. Gol za vodstvo, gol za zmago, gol pred polno tribuno mariborskih navijačev. Lepa podaja Cvijanovića, ko mi videl, da šprintam, pa res super asistenca in lep zaključek. Mislim, važno da je zmaga, pa če bi ga isto mezga dal prvega, bi bil res zelo zadovoljen, ker mi smo kot, što že ponavljam, kot ena družina, mi smo res, bi rekel, čutimo se en drugega in zato smo prvi skozi. Kljub oddaljenosti je na tribunah Bonifike prevladovala vijoličasta barva, za dokaz, da je tudi Koper lahko vijolična baza in ob pravi navijaški kulisi nova trofeja ni ušla. Celjani so se drugič zapored v finalu dobro upirali, poskušali na različne načine. Zajec je iskal pot do mreže s prostega strela. Najbolj obetavno situacijo so imeli, ko je Žurej dočakal soočenje s Handanovićem, ki se je dobro postavil in celjski napadalec je nameril ob vratnici. Na drugi strani pa konkretnejša, izkušenejša ekipa, ki je upravičila vlogo favorita. Celjska mreža se je prvi zatresla že v 13. minuti, a je veselje preprečila sodniška odločitev. Ibrahim je s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor, Mertelj z glavo zabil žogo v mrežo, ni pa se spremenil rezultat. Sodniki so namreč označili, da je bil Berić ob podaji v nedovoljenem položaju in Mertelj je tako kljub pravočasnemu tekanju ostal brez gola. Predčasno potrditev zmage je vmes preprečil tudi celjski vratar Kotnik, ki je ustavil spretno akcijo s podajo Vilerja do Mezge in Dejanovim zaključnim udarcem. Ni pa mogel preprečiti zadetka v 44. minuti in na seznam zmagovalcev je spet vpisan NK Maribor. Po popolni prevladi v ligaških in pokalnih tekmovanjih bo počasi treba poiskati novo rešitev, kam v Ljudskem vrtu spraviti vse trofeje. Naša naloga je zahtevna. To pomeni, ker so cilji NK Maribora visoki, se bo tisti potrudil, kateri je pač odgovoren za pač te vitrine, se bo potrudil, da bojo primerne. Po tekmi je ekipa proslavila ob skupni večeri in druženju v Portorožu. S četrtkovim jutrom je nato Darko Milanič oznanil konec aktivnosti in zdaj počitnice, zaslužene počitnice. Od 8. julija do 29. maja je bilo namreč odigranih 55 uradnih tekem. Čas je torej za krajši odklop od nogometa. Predvsem bo en psihološki dopust, da se izpraznim, ker moram reči, da bo kar naporno. Imeli smo tudi neke težave v aprilu. Verjetno se je teden šel na Hrvaško, pride oni v Evropsko unijo, moram se malo privaditi, ko bo prišel kakšen nov igralec. Grem na Hrvaško, pol pa mogoče bom odigral kakšen tenis, da pridem spet v ritem. Teka verjetno ne bo dosti, ker je nogomet. Zbor moštva ob začetku priprav na novo sezono bo 11. junija, dan pozneje bo na sporedu prvi trening, vmes pa bomo spremljali tudi zanimive kadrovske novice.